Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v dneh, ko je zima pokazala svoje ostre zobe, kar pa ni oviralo številnih prijaznih dogodkov, ki so se v preteklih dneh zgodili na Bistriškem. V svetu pa še vedno odmeva izvolitev novega ameriškega predsednika in ga po odzivih sodeč še bolj deli na dva pola. Sicer pa nobena juha ni tako vroča, kot se skuha, zato bo čas pokazal, kakšno vlogo bo odigrala Amerika v prihodnosti. Na svojo vlogo pa so lahko ponosni organizatorji prireditev in dogodkov, ki smo jih zabeležili v tem in preteklem tednu. Zato prijazno vabljeni k ogledu informativne oddaje iz studia Bistrica. Sveti Martin Turski, simbol povezovanja Evropejcev. Tudi v slovenski Bistrici so kljub slabemu vremenu številni obiskovalci počastili god svetega Martina in uživali v mladem vinu. Slovenjebistriško kinološko društvo na finalnem tekmovanju osvojilo 6. mesto. V Šmartnem na Pohorju prenovili vaško jedro. Društvo upokojencev Slovenska Bistrica ustvarjalno tudi v jeseni življenja. Makoljčan Milan Sternat, ljubiteljski fotograf, predstavil svojo fotomonografijo. Na zadnji seji občinski svetniki obravnavali tudi rebalans proračuna in razpravljali o socialno-ekonomskem stanju v slovenjebistriški občini. V policijskem poročilu policisti opozarjajo na samozaščitno ravnanje občanov, saj se dogaja vedno več vlomov. V športu o kegljaškem tekmovanju ženskih ekip kegljaškega kluba Impol in Celja ter Ivanu Trajkoviču, ki je zmagal na odprtem prvenstvu Hrvaške v Zagrebu v tekvandoju. V rubriki Lokalne novice tokrat o opisani paleti dogodkov od spomina na svetega Martina do občinskega sveta. Letos mineva 1700 let, odkar se je rodil sveti Martin Turski. Občina Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Župnija Šmartno na Pohorju in Kulturni center Sveti Martin Turski. Slovenija so rojstvo tega priljubljenega svetnika počastili v četrtek 10. novembra, slovesno prireditvijo v Slovenski Bistrici v Bistriškem gradu in na Šmartnem na Pohorju. Slavnostno mašo v cerkvi svetega Martina v Šmartnem na Pohorju je vodil mariborski nadškof in metropolit Monsignor Alojzij Cvikl. Sodeloval je tudi cerkveni mešani pevski zbor Zvon iz Podčetrtka z zborovodkinjo Mihajlo Pihler. Ob zaključku je nekaj besed povedal dr. pater Edvard Kovač. Sledila je kulturna prireditev v Bistriškem gradu, na kateri sta goste pozdravila župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in akademik profesor dr. Kajetan Gantar, častni predsednik Kulturnega centra Sveti Martin Turski. V kulturnem programu sta poleg pevskega zbora Zvon nastopili še dramska skupina animatorjev pod vodstvom Lucije Tetitkovič in Martinova skupina iz Dobrovnika. V okviru prireditve je župan odprl še razstavo Osebnost Evrope, sveti Martin Turski, ob 1700-letnici rojstva avtorja dr. Ferdinanda Šerbelja. Življenje svetega Martina in 1700 let je tako dolgo obdobje, z takšnim bogastvom, z takšno kulturno tradicijo, da je težko v besedah ukratko povedati. Zato smo se odločili, da z razstavo, z temi panoji, vsaj približno osvetlimo, ampak res približno osvetlimo to veličastni pojav svetnika svetega Martina in odmevi skozi stoletja, ki so prišli do naših krajev. Vse smo Slovenci zelo zgodaj med evropskimi barbarskimi ljudstvi se seznanili z Martinom. Vse so frankovski misionarji, irski misionarji zanesli k nam ne samo evangelij, ampak tudi podobe življenje svetnikov. In to, da je svetniška osebnost bila privlačna v srednjem veku ravno sveti Martin, to je bil Martin najprej vojak, potem redovnik, menih, potem škof. To je bil ideal vsakega srednjeveškega viteza. In zato je tudi razumljivo, da se je njegovo šešenje, tudi njegovo dogodek
z delitvijo plašča v trdi zimi se je res vtisnil v spomin Martina. Vse to bi lahko še povedali veliko, zato smo samo na teh panojih predstavili obdobja, faze svetega Martina od njegove življenja, potem tukaj češčenje med nami in potem tudi kakšen je bil odziv svetega Martina v ljudski kulturi, v folklori in pa potem kronologija, ki že veste, če že pogledamo številne letnice, vidimo, da to nemogoče v enem kratkem času predstaviti. Zato naj bodo panoji uvod v današnji zaključek, ki še ni posebej končan in lahko rečemo stari štajerski pregovor: Bog daj, da nam bo vino v čast, Bogu pa bo čast. Hvala, lep večer imejmo in se družimo v dobrotah, ki nas tudi spominjajo na zahvalne dneve, ko tudi pada čas svetega Martina. Hvala. Že tradicionalno poteka vsako leto v mestu Slovenska Bistrica Martinovanje, ki je vedno dobro obiskano. Na letošnjo prireditev v čast mlademu vinu so vabili občina Slovenska Bistrica, Razvojno-informacijski center, Društvo vinogradnikov Ritoznoj in konzorcij Ritoznojčan. Najprej so blagoslovili mlado vino. Društvo vinogradnikov Ritoznoj je županu podelilo sodček vina, ki ga je župan podelil obiskovalcem. Na stojnicah je dišalo po kulinaričnih dobrotah, dogajanje pa so popestrili vaberški fantje iz Kovače vasi, folklorna skupina Klasje s Črešnjevca, za zabavo in glasbo pa sta poskrbela ansambla Gas in Pajdaši. Kljub kislemu vremenu se je pod šotorom trlo ljubiteljev vina in drugih dobrot. Kinološko društvo Slovenska Bistrica je v soboto, 12. novembra, na društvenem poligonu gostilo finalno tekmo za pokal Vomar. Po podelitvi pokalov in nagrad za uvrstitve na zadnji letošnji regijski tekmi je sledila še podelitev za skupne uvrstitve v letošnjem tekmovanju. Letos so v okviru pokala Vomar izvedli 7 tekem. Med društvi je zmagala ŠKD Celeja, Kinološko društvo Slovenska Bistrica je osvojilo 6. mesto. V nedeljo 13. novembra so na Šmartnem na Pohorju v okviru krajevnega praznika svečano predali namenu prenovljeno vaško jedro. Dela so potekala približno leto dni. Prenova je pomembna tudi z vidika sodelovanja krajanov, saj so uspeli na krajevni skupnosti doseči dogovor s kar 42 lastniki zemljišč. Večino denarja za 1 milijon evrov vredno prenovo je prispevala občina Slovenska Bistrica iz občinskega proračuna. 120 tisoč evrov pa je primaknila krajevna skupnost. Po 15 letih, odkar so nastali prvi zametki tega projekta, projekt Šmartno smo ga takrat, oziroma so ga takrat poimenovali, je trajalo kar več kot desetletje, da smo prišli prvo do gradbenega dovoljenja. To smo naredili v letu 2011, ga tudi dobili in potem seveda neuspešno kandidirali na enem izmed evropskih razpisov obnova in razvoj vasi, na kar pa na našo veliko veselje in pa srečo je občina Slovenska Bistrica tukaj naredila odločen in korenit korak naprej, zagotovila sredstva v občinskem proračunu in tako z lanskim oktobrom so se dela začela. Naredili smo, mislim, da zelo veliko delo za več desetletij, kajti bilo je obnovljeno praktično vse, kar je v samem kraju Šmartno od infrastrukture. To pomeni celotna trasa ceste, skoraj kilometer jo je, potem pločniki, javna razsvetljava, katera je bila prej zelo malo oziroma nekaj 5 svetilk smo imeli, zdaj jih imamo več kot 30, seveda historične z upoštevanjem navodil Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vsa infrastruktura se je dala v zemljo, torej od kablovodov in pa toplovod je investitor na svoje stroške še takrat tudi položil. Uredili pa smo seveda tudi 2 avtobusni postajališči in pa ostalo infrastrukturo, ki sodi znotraj tega projekta. Prireditve ob letošnjem prazniku so pričeli že v četrtek, 10. novembra. V okviru kulturnega programa so nastopili učenci Šmarske osnovne šole, vokalna skupina Vivere, vabrški fantje ter Frajheimska pihalna godba. Pridobitev je blagoslovil šmarski župnik, slavnostni trak pa sta prerezala župan Ivan Žagar in predsednik sveta krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju Modest Motaln.
V galeriji Grad v Bistriškem gradu so v ponedeljek 14. novembra odprli razstavo slik, fotografij, ročnih del in drobnih unikatov iz preteklosti za sedanjost in prihodnost. Na njej člani Medobčinske zveze društev upokojencev predstavljajo izdelke, ki jim bogatijo jesen življenja. Razstavo, ki so jo pripravili delavci Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica in člani DU Slovenska Bistrica, je odprl dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Odprtje je popestrila citrarka Hana Hren iz Glasbene šole Slovenska Bistrica. Razstava bo na ogled do 3. decembra. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek 14. novembra odprli razstavo ljubiteljskega fotografa ter avtorja fotomonografije Makole Milana Sternada. Član kluba novinarjev Slovenska Bistrica v svoji zbirki predstavlja stare razglednice in fotografije Haloške pokrajine. Monografija ima pomembno zgodovinsko vrednost, saj zrcali odsev Makol in njene okolice od 20 let prejšnjega stoletja pa vse do danes. Milan Sternad je tudi prejemnik plakete občine Makole, ki mu jo bodo vročili na osrednji slovesnosti o prazniku občine Makole v petek 2. decembra. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 15. novembra sešel na 13. redni seji. Osrednjo pozornost je namenil obravnavi rebalansa občinskega proračuna za leto 2016. Pri prihodkih glede na načrtovani proračun ni večjih razlik. Pri odhodkih pa bodo več denarja namenili predvsem za socialne transferje, prvo etapo izgradnje zahodne obvoznice in socialno podjetništvo. Svetniki so popravek proračuna sprejeli 16 glasovi za. V nadaljevanju seje so med drugim v drugi obravnavi potrdili odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica ter o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Občinski svet se je seznanil tudi s poročilom o socialno-ekonomskem stanju v občini, prav tako pa je potrdil nekaj kadrovskih zadev. Policisti iz Slovenje Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 10 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 1 lahka telesna poškodba ter nasilje v družini. Slovenska Bistrica. Na parkirišču pred knjižnico je neznani storilec snel z avtomobila registrsko tablico ter lastnika oškodoval za 50 evrov. Neznana storilca sta v času krajše odsotnosti lastnika vstopila v hišo skozi balkonska vrata ter odnesla nakit v vrednosti 500 evrov. Ješovec. Iz odprte garaže je nekdo ukradel obvezno dodatno opremo za avtomobil in lastnika oškodoval za 42 evrov. Spodnja Brežnica. Iz stanovanjske hiše je nekdo odnesel prenosni računalnik, otroško denarnico, otroške uhane, iz hranilnika pa več kovancev. Škoda je za 200 evrov. Poljčane. Iz prodajalne je neznani storilec ukradel več kosov električnega in baterijskega orodja. Lastnik je oškodovan za 1000 evrov. Z dvorišča je nekdo odpeljal enoosni priklopnik, na katerem sta bila naložena peč za centralno kurjavo in transportni voziček. Nepridiprav je povzročil škode za 1500 evrov. Radkovec. Nekomu je zadišalo več metrov vodovodnih cevi, lastnik pa je oškodovan za 120 evrov. Ugovec. Z dvorišča je izginilo neregistrirano kolo z motorjem, lastnik je oškodovan za 400 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 18 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 34 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja in motorno kolo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so policisti napisali globo tujcu, ki je beračil pred trgovskim centrom, obravnavali nenadno smrt in kršitev zakona o zaščiti živali. Policisti ponovno opozarjajo na vlomilce, ki običajno vdirajo skozi balkonska vrata, iščejo pa predvsem denar, plačilne kartice in vrednejše predmete. Poskrbite za to, da bo videti, kot da je vedno kdo doma, za pomoč pa poprosite tudi sosede. Okolica hiš naj bo razsvetljena, pozorni pa bodite na prodajalce vrečk in zavarovanj ter pobiralce prostovoljnih prispevkov.
Od 15. novembra do 15. marca morajo imeti vsa motorna in priklopna vozila predpisano zimsko opremo. Tekvandoist Ivan Trajković je zmagal na odprtem prvenstvu Hrvaške v Zagrebški areni. V finalu kategorije do 87 kg je z 9:8 premagal Tunizijca Yassineja Trabersija, drugega svetovne lestvice v tej kategoriji. Predtem so mu morali priznati premoč Poljak, Španec in Iranec, ki je bil tudi tretji na zadnjem evropskem prvenstvu. Z novimi 10 točkami je Ivan dosegel maksimalno letno število točk za svetovno lestvico. Slovenska Bistrica je na Martinovo soboto na mestnem kegljišču gostila ugledne gostje iz Celja, ki se lahko pohvalijo z 11 naslovi svetovnih klubskih prvakinj, 6 evropskimi in 31 naslovi državnih prvakinj. Najboljša ženska keglaška ekipa vseh časov je namreč v 7. krogu prve A državne lige igrala proti domači ekipi Impola. Kljub slabši predstavi so Celjanke le strle odpor žilave domače ekipe. Impoljčanke bi lahko z malo več sreče prišle tudi do ugodnejšega končnega rezultata. Ta je na koncu glasil 6:2, v podrtih keglih je bilo 3190 proti 3050 in za novi 2 prvenstveni točki Celjank, ki so se tako utrdile na prvem mestu prvenstvene lestvice. Rutinsko je svoje delo opravila najboljša tekmovalka vseh časov Barbara Fidel in to proti Barbari Jurančič. Nekako sem pričakovala malo bolj tekmo, ki bi mogoče kaj lahko spremenila, ampak smo izkušene fora tega kegljišča, da je malo težje in da zahteva res pravilno igro. Mi pa smo zdaj v pripravljalnem obdobju za Evropsko ligo, ki čez 2 tedna in se nam to malo pozna. Tako se torej motivirati na domačo državno prvenstvo, če bomo nastopate na takšnem nivoju, kot je evropski in svetovni izziv? Ja, sej na vsako tekmo moraš iti 100% z mislimi, da boš dobro odmetal. Mogoče bi se želela malo večje konkurence v Sloveniji, ampak pač situacija je taka in potem se pač temu prilagajamo. Danes si torej keglala v paro proti Barbari Fidel, torej evropske in svetovne klubske prvakinje v Slovenski Bistrici. To ni vsakodnevno. Kako je bilo torej današnji obračun z tvojega pogleda? Ja, vedno je z njo težko igrati, čeprav vedno lepo, zaradi tega, ker Barbara je odlična igralka. Moja igra je bila danes res slaba, bi lahko bilo boljše, ampak upam, da bo drugič šlo boljše. Odlično predstavo je pred domačimi navijači prikazala Petra Pečovnik, ki je ugnala slovensko reprezentantko Rado Savič. V podrtih keglih je bilo 549 proti 543, torej za velikih 6 kegljev zmaga Petre Pečovnik. Ja, mislim, da prvih 60 lučajev je bilo bolj tak, drugih 60 je šlo malo boljše. Tako da na koncu je bila pika moja, kljub rezultatu 2:2 v setih, tako da pika je zelo pomembna, tako da za ekipo. Zdaj bomo pa videli, kaj bo dalje. Kaj je torej bilo tisto posamezne stvari, ki so odločale v vajem medsebojnem dvoboju, verjetno tisti drobci, ki so pač šli tokrat tebi v korist? Ja, malo boljši lučaj na koncu zadnjih 30, tam je padel en natur, to se pravi 9, pa pol 8, pa dobro čiščenje, tako da je preveslo na mojo stran za par keglov. Že tudi prvi dvoboji so pokazali tisti rezultat 1:1, torej da je danes kar zanimivo tukaj v Slovenski Bistrici v tem velikem srečanju proti večkratnim evropskim prvakinjam Celjankam. Ja, tudi v prvem paru je bilo zelo napeto, sploh pri Mariji Špes, ker bi lahko bila še 1 pika, bi bilo zdaj že 3:1 po 4 keglačicah. Tako da zdaj bomo pa videli, kaj bojo naredile v zadnjem paru, jaz upam, da se nam bo išlo. Če nekaj besed dodamo tudi o dosedanjem poteku državnega prvenstva, kje ste največ dobile, kje največ izgubile in kakšno bo nadaljevanje? Ja, največ smo dobile v Postojni, ko smo zmagale. Najbolj pa smo izgubile to, da smo par tekem izgubile za par lesov, to se pravi za 5-6 lesov. Nam je za malo šla zmaga ali pa 4-4 rezultat. Bi lahko bilo boljše, bi mogoče bile tudi bolj visoko na lestvici. Tako da upamo, da zdaj v nadaljnjem poteku, da se bo sreča tudi malo prevesla na našo stran. Morda mala primerjava napram lansko sezono, kakšno je razmerje slovenske kegljanje v ženski ligi torej? Jaz mislim, da se dviguje, glede lani, glede nas, lani smo se
borile, da smo ostale v prvi A ligi, smo ostale. Letos pa upamo, da bomo zdaj v poteku nadaljne sezone se uvrstile malo višje, da ne bo tako na tesno šlo. No. Slovenski Bistrici je malo takšnih dogodkov, da lahko vidimo tukaj na delu večkratne evropske prvakinje kegljanju, torej danes zanimiv dogodek tudi za Slovensko Bistrico. Ja, jaz mislim, da, zato ker je zelo redkost, da pridajo one, ne, mislim, igrajo v prvi A ligi slovenski in jaz mislim, da to je zelo velik dogodek, da pridajo tolikokratne državne prvakinje, evropske in svetovne, klubske, imajo večinoma tudi reprezentantk, tako da jaz mislim, da je to zelo veliki praznik za Slovensko Bistrico. Najboljši rezultat je na srečanju uspel Patriciji Bizjak, ki je podrla 612 kegljev in za 19 kegljev zgrešila rekord bistriškega kegljišča. V nadaljevanju pa lahko prisluhnete pogovoru z Ladom Gobcem, tvorcem vseh največjih uspehov slovenskega ženskega kegljanja. Ja, spoštovane gledalke in gledalci, kako zanimive so športne poti v življenju. Mi smo tukaj v Slovenski Bistrici na kegljaškem obračunu prve zvezdne A kegljaške lige v ženski konkurenci, torej srečali tudi Celjana Lada Gobca, ki je vsekakor tvorec tega kegljaškega uspeha celjskih kegljačic. In nekako smo pobrskali tudi po njegovem spominu in nekako nam je zaupal, da je njegov začetek športne poti segal prav za nogometno žogo. Torej, prvo nogometna žoga, sedaj pa že 30 let tale keglaška krogla, tule, ki podira kegle po različnih kegliščih, domačih terenov, evropskih terenov in tudi svetovnih terenov, vse posod, kjer je tudi Lado Gobec zraven. Torej, Lado, povedal sem nekaj teh istočnic, o čem bo tekel najin pogovor in takole bi vas vprašal. Leta 1971 ste mi zaupali nekako tista nogometna žoga. Pri katerem klubu ste se poizkušali takrat in hoteli biti vratar? Ja, res je. Jaz sem sicer imel kar več možnosti, najprej začel drugače. Leta 1964 je bil v Celju, ko smo mi v drugi ligi bili Partizani iz Beograda na pripravah, pa zapravo v Velenju, pa ne vem, kaj je bilo tam z igriščem narobe, da so 3 dni v Celju hodili trenirati. No in tam sem jaz prosil takratnega vratarja jugoslovanske reprezentance Šoštiča, če bi lahko malo z njim treniral, če mi kaj pokaže. No in pa sem jaz 2 treninge z njim naredil, imam slike s tem, ko smo se slikali skupaj in tako naprej. Takrat je hotel Partizan mene vzeti v Beograd, Partizan je bil pa takrat drugi v pokalu, evropskem pokalu celo. Je bila ena najboljše ekipe v Evropi, da bi šel k njim tako, kako bi rekel, na neko študijsko usposabljanje za 6 mesecev, pa bi napredoval, pa bi menda videli, če bi bil dober, bi me mogoče vzeli, če bi šel pa nazaj. Sam me žal klub ni pustil, vsake ne me rabijo. No, kasneje sem pa potem leta 1971 me je pa povabil Hajduk na priprave, oziroma na takšno testiranje v Split. Bil sem tam 10 dni. Imel sem ga odličnega golmana, sicer precej starejšega od mene takrat, no, ampak jaz bi lahko takrat pogodbo podpisal. Ker sem študiral v Ljubljani na gradbeni fakulteti, sem bil že kar blizu konca, mi pa potem nikako to ni šlo skupaj, v Splitu biti v Ljubljani študirati, to je zelo težko, pa še nekako nisem bil siguren, da bom jaz kaj veliko tam branil, glede na to, da je bil ta vratar res odličen in se pa nisem odločil. Mogoče sem naredil napako, ker je ta vratar je potem, to je en mesec po tistem, si je poškodoval meniskus, pa je moral iti v vojsko in nikoli več ni branil. In sta potem za Hajduk branila 2 golmana, ki sta bila meni, rekel, rezerve praktično v amaterski reprezentanci Jugoslavije. Takrat prvoligaši niso smeli za to reprezentanco igrati. No, ampak to zapravo, to je bila šansa, ki je pač žal nisem izkoristil. Tudi Reka me je vabila, Železničar Sarajeva in tako naprej, tudi Olimpija, sam Olimpije se nismo mogli zmeniti, ker so rekli, da moram študij pustiti, jaz pa zato nisem bil. Tako da pa zdaj sem pač ostal pa v tistem kegljanju, druga ni bilo, pa sem se tam nekako angažiral in sem rekel, pač bomo tukaj dosegli, jaz kot keglač nisem mogel, seveda ne, sem rekel, mogoče kot trener, kot organizator in moram reči, da je nam je to ker uspelo tudi vsa največja tekmovanja, ki jih keglaška mednarodna zveza organizira, sem jaz imel v Celju. Edino mesto je Celje, ki je imelo vsa največja tekmovanja, ki jih je možno imeti. Lado, če mi verjamete ali ne,
V svojem nekako novinarskem delu na lokalni televiziji se nisem z nikomer še pogovarjal tukaj na kegljišču v Slovenski Bistrici o nogometu, prav tako kot smo se sedaj midva pogovarjala o tem na začetku pogovora, zato bomo nekako predstavila tisto kegljaško predstavo, pa se dotaknila morda tudi tiste vaše tekmovalne poti, torej kegljaške. Ja, jaz kot keglač, kot tekmovalec, pa pravim, sem bil prej kot dober mladinec, potem sem pa se v nogomet usmeril, pa sem pa še keglal, po tistem nesreči moji, sem šel v aktivno keglal kar nekaj let, sem igral za prvo slovensko ligo, za Aero, za Celje, bil sem drugi na slovenskem prvenstvu za legendo slovenskega keglanja s Tržajem, enkrat eno posamezno, ampak jaz sem tam ugotovil, da jaz tisto špico pravzaprav pa ne morem, ne. Težko je, če ne vidiš na desno oko, pa z desno roko keglaš, je to malo težko, ne, se že moraš malo nagibati, da bi tisto linijo dobil, pa ne gre potem. Pa sem se pa odločil, da bom pa probal biti nekaj dosež, ne kot keglač, ampak kot trener in tako, ne, moram reči, da to mi je pa, rekel sem enkrat, da smo državni prvaki, pa imam pa dosti. No, pa smo bili državni prvaki, pa smo bili zdaj 31 državni prvaki ekipni. Pa sem pa rekel, da prvi pokal svetovni osvojimo, pa smo prvega osvojili, no pa smo jih osvojili že 11, 6 smo bili prvaki Evropske lige. Medtem sem postal tudi tam leta 92 selektor slovenski ženski reprezentant, vseh treh, kadetske, mladinske in članske. In sem bil s kadeti dvakrat svetovni prvak, trikrat z mladinkami, dvakrat članicam, pa 2004 sem nehal biti selektor za kadeti, ker je bilo preveč tega, potem sem 2014 zadnjikrat bil z mladinkami, da sem šel še pri članicah, ne. Ampak verjetno bo zdaj v naslednjih letih me pa že moral kdo zamenjati, ker že to malo naporno postaja, pa malo težko najdeš motiv, ker si že vse ne vem tukaj osvojil, pa tako da. Jaz mislim, da sem tisto svoje, kar sem keglanju dal, sem res lahko dal, ne. Ja, zanimiva tale športna pot, torej, in vsekakor bi vas vprašal tudi takole, kdo so po vaše, torej, čeprav je med tolikimi športnicami in športniki, ki se je vzgojili v tem keglaškem športu, primerjati med sabo, vendar bili so tisti biseri keglanja, torej med ženskami, ki so nekako pustili pomemben pečat v slovenskem svetovnem merilu. Ja, jaz imam teh tekmovalk kar veliko, ki so bile jugoslovanske reprezentantke, tudi svetovne prvakinje v dvojicah posamezno, bile so slovenske reprezentantke, številne medalje na svetovnih pokalih, ampak prav gotovo pa dve izmed vseh teh, ki jih je res veliko, pa izstopate, ne. To je bila najprej Marika Kardinar, ona je prišla k nam leta 87, ko je se Zvezdna liga formirala jugoslovanska, ona z Brnikom se ni uvrstila noter, zdaj je šla na hrvaški klub igrati, ampak je prišla k nam, je bila potem pri nas 20 let članica našega kluba, več kot 20 let celo je bila članica našega kluba. Ona je v tem času tudi postala dvakrat svetovna prvakinja, ena najboljših igralk na svetu. No, potem se je pa pojavila Barbara Fidl, kot 9-10 let stara punčka je prišla k nam, se je naučila keglati, no in moram reči, da zdaj pa ta Barbara Fidl je pa še večje uspehe dosegla, pa zapravo ko Marika ima več medalj, seveda je tudi nastopala v vseh konkurencah, kadetskih, mladinskih in članskih, v vseh je bila svetovna prvakinja, večkrat cel kup svetovnih rekordov je postavila, tako da to so dve tekmovalki, ki pa verjetno v zgodovini slovenskega keglanja bo težko, rečem, težko jih katera tekmovalka prešla. Ali bo pa morala zelo mlada začeti in zelo dolgo keglati, da bo to uspela narediti, kajti to sta dekleti, ki imata preko 40 medalj svetovnih, ne. Potem še pa iz teh klubskih tekmovanj ogromno, tako da res te dve sta pa izstopali. Moram pa reči, da je bilo cela vrsta pa takih odličnih, vrhunskih, ki saj drugače ne bi tukaj bi, bom rekel, sami špici tega keglanja, niti kot klub, niti reprezentante, če ni takih bilo. Posebej me pa to veseli, da smo bili svetovni kadetski, mladinski in članski prvaki z tekmovalkami, ki so bile vse članice našega kluba. Cela reprezentanca je bila keglaški klub Celje. To je pa tudi tak dosežek, ki ga bo težko po mojem še kdo ponovil. S tem, da ni bila nobena kupljena, ne. Mi smo jih vzgojili te igralke pri nas, ne. Tudi zdaj je to tak, ne. Ja, omenili ste torej zanimive podatke, za konec najinega pogovora pa bi še vprašal takole,
Vsi smo nekako ponosni na športnike, ki ponesejo ime Slovenije širom sveta. Malo je torej tistih športnikov, ki pridejo na tisti najvišji vrh. Kaj je torej po vašem tisto, čeprav moramo vsi skupaj ceniti tudi delo tisto, ki je v zadju teh velikih športnikov, tudi tisti športniki, ki ne dosegajo tako visokih rezultatov, so nekako pozitivni krivci za uspeh ostalih tistih, ki to dosegajo. Kaj se pravzaprav mora zgoditi v športni karieri športnika, da nekako lahko izskočiš pred tiste in da si na najvišjem vrhu? Ja, tu je veliko faktorjev, ki vplivajo na to. Prav gotovo, da vsak vrhunski športnik mora biti talentiran za tisto stvar. Teh je veliko. Ta športnik mora imeti dobre pogoje, da lahko razvija ta svoj talent. Tudi teh je precej. Ta športnik mora imeti srečo, da od začetka ima prave trenerje. Veste, dosti talentov je takih, ki pridejo zelo mladi, pa trener ne zna delati, pa jih odžene. Ali jih pa zna trener nekako pridobiti za ta šport, obdržati na stezah in seveda potem grejo z teh rok še boljšega trenerja in tako naprej. To so ti. Potem pa pride naslednje, potem je pa delo. Nobenega, jaz ne poznam nobeni panogi, pa moram reči, da sem jaz tudi 32 let delal v športu kot personalec, kot svetovalec na občini Celje za šport, poznam vse športe, grozno veliko športnikov. Noben še ni ratal vrhunski, če ni delal. To je grozno veliko dela, poleg vseh tih pogojev, ko sem jih naštel. A je pa še en zelo pomemben faktor, seveda, to je pa potem, kako bi rekel, daskrat reče, da imaš čisto glavo, Če imaš verom, da mora biti športnik pospravljeno podstrešje. Ljudje, ki vejo, kaj hočejo, vejo, kaj bi radi, kam bi radi, kako bi to naredili in potem, če vse to naredijo, potem imajo pa možnost postati res taki vrhunski športniki. Seveda pa prije pa še zadnji faktor, to je pa sreča. Če ti v tistem trenutku, ko res si najboljši, vse znaš, nimaš malo sreče, potem pač nikoli vrhunca ne dosežeš. Dosti je vrhunskih tekmovalcev, ki bi lahko bili, ne vem kako, najboljši na svetu, pa imajo to smolo, da ravno v tisti njihovi generaciji je nekdo pa še boljši. To je imel naš Križaj tak problem, ki je bil Stenmark, da se stvari dogajajo takole. Ampak drugače pa res, jaz moram reči, skapa dol vsem tem, ki uspejo to narediti, ker to so pa res kompletne osebnosti, ki jih je pa seveda zelo malo. Samo en je pa svetovni prvak. Slovenci smo sploh zelo majhni narod in moram reči, da imamo veliko takih vrhunskih športnikov. Zaprav, da smo nadarjeni, da smo tudi verjetno disciplinirani, delovni in vse te stvari. Spoštovani, s prispevki v športu se je končala še ena iz niza informativnih oddaj, ko gledo pa vas vabimo ponovno naslednji teden ob istem času. Pa srečno in ne pozabite na spremenjene vozne razmere, osredotočite se na promet in nikar ne telefonirajte med vožnjo, saj s tem zmanjšujete varnost v prometu zase in za druge.